Pozdravljeni v Sensinem podcastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, nocojšnja gostja je Aleksandra Pokorn-Meško. Pogovarjali se bova o tem, kaj čustva so in kakšna je njihova funkcija, kako ravnati z neprijetnimi čustvi in kaj storiti, ko nas preplavi jeza in strah. Pa tudi to, kakšen učinek ima v naših življenjih ideologija, da naj bomo vedno pozitivni in kako zadošljiv je ta imperativ, da smo neprestano prijazni, nasmejani, prijetni, ljubeznivi. Vendar naj jo najprej predstavim. Aleksandra Pokorn-Meško je klinična psihologinja, ki je po diplomi iz psihologije na Filozofski fakulteti specializirala še iz klinične psihologije na Medicinski fakulteti. Temu je dodala vrsto dodatnih izobraževanj iz transakcijske analize, kognitivne in vedenjske terapije, nevrolingvistične psihoterapije, hipnoterapije, psihoterapije travme, izobraževanje iz psihologije selfov. Ima tudi kup certifikatov, je certificirana vedenjsko-kognitivna terapevtka, certificirana transakcijsko-analitična terapevtka, učiteljica in supervizorka transakcijske analize. Vrsto let je delala v psihiatrični bolnišnici v Begunjah, sedaj pa ima psihoterapijo in psihološka svetovanja za posameznike, pare in družine v zasebni psihološki kliniki Persona. Aleksandra, dobrodošla, vesela sem, da si se odzvala vabilu. Živijo Maja. Za uvod pa za ogrevanje imam 3 taka zelo splošna vprašanja. To, kar sem že v uvodu povedala, ta imperativ, da smo vedno pozitivni oziroma ta ideologija biti pozitiven, seveda ni mišljeno, niso mišljeni tisti dobrovoljni ljudje, ki so pač optimistični, ki znajo tudi težave obrniti v dobro. Ne mislim teh ljudi, ampak tega imperativa, da moraš biti nekako vedno pozitiven. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ja, jaz ne vem sicer čisto točno, kdo si je ta imperativ izmislil in ga začel promovirati, ampak je seveda čisto, bom rekla, nerealističen. A ne? Zaradi tega, ker bom tako razložila, mi smo nekako, naši možgani, značilnost njihova je, da so nagnjeni, imajo močno tendenco k negativnemu mišljenju, imajo močno tendenco k previdnosti, skrbem, katastrofiziranju in tako naprej. In glede na to, da je to naša naravna značilnost, je težko biti skozi pozitiven. Ja? Recimo evolucijski psihologi pravijo tako, mi smo potomci enih zelo previdnih, bojazljivih, bom rekla, ljudi z negativnim mišljenjem, zato ker nam je ta tip mišljenja evolucijsko pomagal preživeti. Recimo, lahko to malo bolj razložiš, to je zanimivo. Se pravi, če si medve predstavljava jamske ljudi, v jamah, tisti, ki so bili taki, bom rekla, brezskrbni, pa navihani, pa so stopili ven iz jame, so hitro, jih je neka nevarnost doletela, hitro jih je medved ali pa lev pohopsal. Tisti, ki so nam predali gene, pa so bili bolj previdni, bojazljivi, in oni so se pripravljali, da stopijo iz jame. Oni so predvidevali razne možne nevarnosti. Tako da to je ena taka, bomo rekli, hipoteza evolucijskih psihologov, ki pojasnjuje, da je zelo normalno in pričakovano, če mi še posebej v nekih težkih življenjskih situacijah ali pa pri nekih nepričakovanih dogodkih najprej pomislimo na najbolj negativne možne izhode. Enostavno to bomo avtomatično naredili, ker takšen način mišljenja je imel svojo funkcijo. Torej, mi lahko rečemo, se bom trudil pozitivno razmišljati, lahko to malo na neke načine treniram, ampak to, da bom v takih situacijah kritičnih najprej pomislila na najslabše možno, to se ne bo zradiralo. Nekako najbolj realistično in pričakovano je, da probamo vzdrževati en balans med nekimi pozitivnimi in negativnimi pogledi.
In zdaj, če mi poznamo to značilnost delovanja človekovih možganov, ne, da smo nagnjeni k negativnemu mišljenju, katastrofizacijam in tako, pol je tisto, kar mi lahko naredimo, da uporabljamo neke načine, kako to prepoznati, ko nam to dogaja. A ne, recimo, kako se majčkeno distancirati od nekih, bom rekla, nekoristnih negativnih misli, ker veliko imamo takih nerealističnih nekoristnih misli, a ne, skozi dan, a ne, vsak dan. In se pravi, obstajajo načini, kako jih prepoznavati in kako jih ne kupiti. To ne pomeni, da mi skozi pozitivno razmišljamo, ne? Ampak, ne, če imamo, ne vem, kaj če bom padla na izpitu, kaj če bo moja mama zbolela, kaj če bo moja hčerka se zapletla v kakšne odvisnosti, tovrstne misli, vedno, ko imamo kaj če, ponavadi jih imamo takrat, ko doživljamo kakšne tesnobe, a ne, ali pa so del enega kognitivnega procesa, ki mu rečemo skrbenje. Od takih načinov se lahko majčkeno distanciramo in pol tovrstne misli nimajo tako močnega vpliva. Ne poistovetimo se s takimi mislimi negativnimi. Ne zahakljajo nas. Tako, tako en trnek nam vržejo take misli, ne, in zdaj, a ga bom prijela ali ne. Seveda pa taki načini terjajo eno svojo vajo, to terjajo en svoj trening. Drugače pa nerealistično bi bilo skozi nekaj pozitivno pričakovati in razmišljati. Poznamo tudi mogoče predvsem v popularni psihologiji nekaj takega, kar se reče moč pesimizma. Zdaj pa kaj to pomeni? To je nekaj takega, v bistvu so to ideje, ki so prevzete od starorimskih in starogrških stoikov. Oni so bili taki, da so rekli, pričakujmo, da se nam bodo negativne stvari zgodile v življenju. Celo Mark Aurelius, on je zjutraj delal ene negativne vizualizacije. On si je zjutraj predstavljal, vizualiziral, kako bo v današnjem dnevu, ker on je imel ogromno interakcij z ljudmi, on je bil cesar, in si je zjutraj predstavljal, kako bo v današnjem dnevu srečal neumne ljudi, kako bo srečal kakšne nemoralne ljudi, kako bo srečal kakšne sitnobe, kako bo srečal med vsemi ljudmi, s katerimi bo danes v kontaktu, kakšne pokvarjene ljudi ali pa nesramne ljudi. In on je to delal zato, da bi se pripravil, da bi se vedno znova spomnil, da take stvari obstajajo, da so del življenja in da vse, kar lahko naredimo, če jih pričakujemo, pol nas ne presenetijo, vzamemo jih bolj tako nekako kot del našega bivanja in nas pol, ko se zgodijo, ne pretresejo tako zelo, ker stoiki pravijo, zelo važen je naš odziv na neko situacijo ali na ljudi, ki jih srečamo. Drugih ljudi ne moramo nadzorovati, tudi mnogih dogodkov v življenju, absolutno, mi imamo iluzijo nadzora, da mi lahko v življenju ne vem kaj vse kontroliramo. V resnici mi lahko zelo malo stvari kontroliramo. Vedenja drugih ljudi ne moramo, mi se samo odzivamo na neka vedenja drugih ljudi. In ne vem, kaj sem hotela s tem reči. Ja, in nekateri pravijo, kakšni psihologi, čisto v redu je, da imamo nek zmeren pesimizem v sebi, ker nas to lahko pripravi na neke realne situacije, ki se nam bodo zgodile. Neki težki ali pa negativni dogodki se bodo dogajali nam v življenju in je brez veze, da si neko pravljično sliko delamo, pa upamo, pa si dajemo afirmacije, da se bo vse v redu, se bo vse v redu. Misel, kaj če bom padla na izpitu, ja res, mogoče res lahko padem na izpitu. Lahko, da sem se čisto v redu naučila, ampak to, da sem se v redu naučila, to ni garancija, da bom naredila izpit. Še nekaj drugih dejavnikov vpliva na to. Kaj pa ta, bi rekla, naravnanost, ki je tudi željena mnogokrat, ali pa ljudje mislimo, da je prijaznost, to se pravi pogosto tudi zaigrana, seveda, ker ni realna, ker ni resnična, ampak to, da kažemo svoj nasmejan, prijazen obraz, da ljudem ugodimo,
kar seveda posledično to pomeni, da lahko na nas odlagajo bremena in tako naprej. Verjetno nastane v otroštvu zato, ker kupujemo ljubezen in naklonjenost. Ampak to je tudi ena zelo, kako bi rekla, obremenilna naravnanost, če jo živimo. Ne? Ja, absolutno. In taka, recimo, kakorkoli že, da imenujemo to lastnost ali pa to neko prevladujočo vedenje pri kakšni osebi, recimo, da je to pretirana prijaznost ali pa pretirana ustrežljivost, a ne? To ima res svoje vire v otroštvu. Največkrat nastane tako, da so otroka imeli radi ali pa da so ga spremali, sam takrat, ko je on ustregel in je bil dobre volje in nasmejan in prijazen. In pol je pač to ostala strategija, tako se je on naučil in to pač nesemo zraven v odraslost. In zakaj je tukaj problem, če je to neka moja dominantna lastnost? Da s to prijaznostjo k temu ponavadi spada to, da ne znam odkloniti kakšne usluge, da ne znam zaropotati pa ustaviti nekega človeka, ne? Da ne znam reči nekega trdnega neja in to me bo peljalo v neko izgorevanje. Definitivno, a ne, pol večja možnost, da si preveliko, bom rekla, nahrbtnikov naložim in sčasoma vseh teh nahrbtnikov ne mogla nositi in pol me to vodi v razne variante stresnih motenj. To je ena od takih rizičnih osebnostnih lastnosti, ki predstavljajo neko našo psihološko predispozicijo lahko za razvoj razne izgorelosti, depresiji, tesnobe in tako naprej. Ne? Pa tudi še druga stvar je glede te prijaznosti, a ne. Naše zahodne kulture izjemno patologizirajo neprijetna čustva. To je predvsem za zahodne kulture značilno, ne? Torej, neka naša družbena vrednota in tisto, kar se nam prodaja, je bodite samozavestni, bodite vedri, bodite uspešni, razigrani, a ne? In zato po družabnih omrežjih imamo toliko enih nasmejanih ljudi, ki nam prikazujejo neke svoje srečne dogodke, a ne? Ali od osebnih praznovanj do dopustov in tako naprej, ker je kao v ozadju neka definicija, da to je neko psihološko zdravje, če je človek skozi v neki vedrini in celo lahko gre to tako daleč, ne, da se pojavijo definicije, da so neka običajna neprijetna čustva v bistvu stvar neke patologije. Ne. In tudi, tako kot smo mi bili vzgajani, mi nimamo dovolj izkušenj z doživljanjem neprijetnih čustev. Ne, ponavadi v teh naših zahodnih kulturah so ta neprijetna čustva na nek način prepovedana. Dobivamo taka sporočila, na osnovi katerih mi kot otroci zaključimo, ni v redu, da me je strah, ali pa ni v redu, da sem žalostna. Ne? Če mi rečejo, pa kaj se jokaš, pa si dojenček, ali pa, a ne, to žalost je za šibke ljudi, ranljivost je prepovedana in tako naprej. In takrat mi začnemo razvijati neka izogibanja ali neprijetnim čustvom, a ne, izogibanja ali pa neke strategije potlačevanja, da jih ne bi doživljali in pol imamo z njimi zelo malo izkušenj in pol se jih seveda bojimo. Jasno pa kasneje v življenju je veliko situacij, v katerih mi doživimo neprijetna čustva, ne vem, jeza, strah, žalost, tesnoba in ne znamo z njimi ravnati. Ne? Se jih otepamo, hočemo se jih znebiti, s tem pa si veliko škode povzročimo. Ne? Temu se bova izdatno posvetili malce kasneje. Za uvod bi samo še eno stvar rada, da jo osvetliš, ker je tudi tako simptomatično visi izven nekega zdravega ravnotežja in to je to, da ljudje zelo cenijo, če so v partnerskih odnosih, ne kregajo. Ne? In to prodajajo kot pač nek uspeh. Midva se pa nikoli ne kregava, če živiva v harmoniji. To pomeni, da sva zdrava. Ne? To je tudi ena taka neko neravnovesje, nečesa popolnoma nenaravnega. Ja. No in to sem tudi hotela, če osvetliš to ideologijo biti vedno v harmoniji in se ne prepirati. Torej, če bomo imeli tako prepričanje o nekih takih harmoničnih odnosov, ki izključujejo vsakršne konflikte, nam bo v principu težko. Zaradi tega, ker
v zelo običajnih odnosih in tudi med ljudmi, ki se imajo radi in ki so si blizu, so konflikti običajni. Ja? In kaki manjši konflikti, tisti, ko se majčkeno skregamo, so lahko celo vsakodnevni. A ne? In konflikt enostavno pomeni, da imata dva človeka istega trenutka različno željo. Ne vem, jaz bi šla na morje, moj mož bi šel na dopust v planine. Torej imava dve različni želji, tukaj glede neke stvari si nasprotujeva in to je popolnoma zdravo, ker midva sva dve individualni osebi in je normalno, da v nekaterih situacijah imava enake želje, v nekaterih pa različne. In zdaj samo stvar tega, kakšen imava medva način reševanja konfliktov. Torej način reševanja konfliktov je lahko problematičen, ne pa da se medva v vsem strinjava. A ne? Tako da zdaj, če dva v neki harmoniji, brez konfliktov živita, je zelo verjetno, da je eden malo zlit z drugim človekom, oziroma ne, da eden mogoče malo tlači ali pa zanika nekaj ali svoje želje ali svojo individualnost. Ne. Tako da se pravi tisto, kar je neka smernica ali pa model v kakšnih partnerskih terapijah, ne to, da se nikoli ne bova skregala, ampak da bova znala uravnati, kako bova se obnašala v konfliktu in kako ga bova razrešila, kakšne dogovore bova naredila. Ne. To je pol cilj, da delamo. Ne. Kako reševati konflikte, ne to, da konfliktov kar ni, ker so, valjda. Ja. No, zdaj grejo pa na bazično. Se pravi, kaj so čustva in kakšna je njihova funkcija, kako to opredeljuje psihologija? Zdaj, teh teorij čustev je kar veliko, tudi v sami psihologiji. Jaz uporabljam kognitivne teorije čustev, ker so take zelo uporabne in smiselne. Ne? Lahko pa kje naletite na kakšne druge definicije. In zdaj, čustvo, je naš psihofizičen odziv v neki situaciji, v kateri je ali ogrožena neka moja življenjska vrednota ali pa se neka moja vrednota potrdi. Zdaj, kaj so življenjske vrednote? Recimo, vrednote so ena taka prepričanja o tem, kaj nam je v življenju pomembno. Recimo, lahko mi je vrednota prijateljstvo, partnerski odnos, poklic, zabava, gibanje in tako naprej. Ne? Čim je ogroženo nekaj, kar mi je pomembno ali pa se potrdi, potem je naš odziv čustven. Ne? Nekateri ljudje mislijo, mi kar naprej čustva doživljamo, ne, to ni res. Ne? Mi jih doživljamo samo v situaciji, ko se zgodi za nas neka pomembna sprememba. Ne? Bom dala primer. Recimo, če je meni pomembno, da je moja hčerka uspešna, pa da ima lepe ocene v šoli, pa se zgodi, da iz šole prinese enko, me bo ta dogodek zelo vznemiril. Lahko da bom žalostna ali pa jezna, zaradi tega, ker je ta moja vrednota se majčkeno zamajala, to, da bi ona bila uspešna. Torej, jaz ne bi doživela čustva, če bi hčerka prišla, pa bi rekla, ta mena prijateljica je dobila enko, ker me ni pomembno, kako je prijateljica v šoli, meni je pomembno, kako je moja hčerka v šoli. Ne? Lahko pa bi hčerka prišla iz šole, pa bi rekla, mami, 5 sem dobila, torej tukaj se pa potrdila neka moja vrednota in zdaj doživim veselje ali pa ponos. Ne? In pri neprijetnih čustvih velja, da imajo pogosto preživetveno vlogo, prijetna čustva pa so nekako bolj povezana s kvaliteto našega življenja. Ne? In zdaj tisto, kar je fajn vedeti pri čustvih, sploh pri neprijetnih čustvih, tudi prijetnih, ampak pri neprijetnih večkrat začutimo, da je to vedno neko fiziološko telesno dogajanje. Ne, ko jaz ocenim neko spremembo kot pomembno, čutim eno vznemirjenje v telesu, lahko da hitreje diham, lahko da začutim utripanje srca, lahko da mi postane vroče, lahko da se začnem potiti. To je še recimo posebej izrazito pri strahu, ki je tako zelo preživetveno čustvo, ali pa recimo pri jezi. Takrat se nam vklopi simpatični živčni sistem, ki organizem pripravi na neko akcijo. In v glavnem, ta naša čustva niso nekako narejena za to, da bi bilo naše življenje sočno, ampak v bistvu nam pomagajo preživeti in živeti.
Čustva so v bistvu zelo pomemben motivacijski dejavnik, ker če me postane strah, to pomeni, da sem ocenila, da obstaja neka nevarnost in strah me sili v akcijo umika, nekega bega, na primer. Če, ne vem, me vedenje drugega človeka moti in začutim jezo, mi ta jeza daje energijo, da bi skomunicirala tisto, kar mi ni prav, da nekoga ustavim ali da uveljavim neko svojo zahtevo, a ne. Torej vsako čustvo me motivira, da bi jaz z neko akcijo, z nekim vedenjem spremenila neko novo nastalo situacijo. Ne vem, če bi začutila ljubosumje, ko vidim, da moj partner osvaja neko žensko, pa me bo to ljubosumje spet gnalo naredi nekaj, ne. Torej čustva mi dajo informacijo o nekem dogajanju v okolju, a ne, in zdaj je samo na meni, kako jih bom jaz izrazila. Ni našo čustveno doživljanje, nobeno čustvo ni problematično. Problematična so lahko naša vedenja. Če sem se jaz razjezila, imam veliko načinov, kako izraziti jezo. Imam veliko socialno sprejemljivih načinov, kako izraziti jezo. Lahko pa uporabim nek način, ki ni sprejemljiv, ne vem, da nekoga udarim, da nekoga maltretiram ali da nekoga ubijem. Torej, moje vedenje je lahko problematično. In to je dobro vedeti, zaradi tega, ker ljudje se ponavadi bojijo neprijetnih čustev, ker kaj če bom pa pol kar nekaj naredila, kao ne smem si dovoliti jeze, kaj če bom kar znorela, pa bom enega, ne vem, pretepla recimo, ne. Torej ne, mi nikoli ne gremo na obvladovanje samega čustvenega doživetja, če že kaj spreminjamo ali pa se učimo, so to izrazi, načini, kako skomuniciramo čustvo, ne. Ker, ja, nekateri definitivno so se naučili v življenju, da če je jeza, kar avtomatično udarim, ne, imeli so očitno take življenjske izkušnje, da mogoče premalo socializacije, v takem kontekstu so odraščali, kjer se to na nek način ali toleriralo ali pa mogoče celo spodbujalo, ne. In seveda, torej ta vedenja so lahko problematična, ne pa samo našo čustveno doživljanje, ki ga čutimo v telesu, a ne, se pri jezi lahko da čutim kar en notranji pritisk, eno tako energijo, lahko da mi kri plane v glavo, lahko se tresem. Te čustvene energije ne rabim nič spreminjati. Ne glede na to, koliko je čustvo intenzivno, če smo mi nevrološko zdravi, mi lahko vedno izbiramo svoje vedenjske odzive. Vedno se, stotinki sekunde se odločim in to je moja odgovornost, ali bom udarila, ali bom pa na primer zapustila prostor, ne. To smo se učili in to je naša socializacija. In zakaj je dobro to v bistvu opozoriti? Ker če ne, ljudje napačno mislijo, da mi moramo to svoje čustveno doživljanje obvladovati, ne. In pol, ko ga začnejo obvladovati, na primer, ne vem, z nekimi distrakcijami, na primer, ali pa s kakšnimi substancami, pol se nam začnejo veliki problemi v življenju, ne. Ker recimo, neko čustvo se bo ponavljalo, dokler neka situacija ni razrešena. Na primer, recimo, da imam šefa, ki mi vsako jutro da preveč dela in pol jaz vsako jutro, ko pridem v službo, sem tesnobna ali pa jezna. In mene to čustvo moti, ne, pa ne vem, kaj bi z njim delala. In v takem primeru, če želim, da se bo to čustvo nehalo ponavljati, jaz moram razrešiti situacijo s tem šefom. Jaz rabim neke načine uporabiti, ali da sem zmenila, kaj bomo delali, ali v skrajnem primeru pol zamenjam službo, če se ne da zmeniti, kakšna bo količina mojega dela, šele takrat se bo to čustvo nehalo ponavljati. Če pa jaz rečem, jaz sem tesnobna ali pa jezna in grem meditirati, potem to ne bo okej način reševanja neke situacije, ker zdaj jaz hočem obvladati čustveno doživetje. Ja? Čustveno doživetje pa me sam sili spodbuja, motivira k neki akciji, ne, da mi razrešimo nek problem. A bi lahko rekli, Sandra, tako, da so čustva kot navigacija, kaj se dogaja v odnosu do sebe samega, ne, in kaj se dogaja v odnosu z drugimi, ne, ker ko se ujezimo, se ne kar tako, ampak zato, ker je recimo nekdo nesramen, ker je prečko našo mejo, skratka, opozorijo nas ta čustva, da moramo nekaj postoriti, ne. Se pravi, so odlični navigatorji,
če jih poznamo. In se pač odzovemo na njih. Ne? Ja, tako. Se pravi, to je tisto, kar sem rekla prej, da so motivacijski dejavniki, lahko rečemo, so navigatorji. Ne? Strah me spodbuja k umiku, moram se zaščititi. Jeza me spodbuja, da uredim neke stvari, če nekdo prestopil mojo mejo ali dela nekaj, kar meni ni okej in tako naprej. Tako kot sva prej rekla, ljubosumje me spodbuja, da uredim v partnerstvu vrednoto tesnobe. Zdaj lahko bom to naredila skozi pogovor, lahko s tem, da vzamem pištolo pa nekoga ubijem. Se pravi, samo vedenje je problematično, a ne? Žalost v bistvu pomeni prebolevanje, ker žalost običajno žalost ima funkcijo počasnega odvezovanja od nekoga, na katerega smo bili zelo navezani, pa smo izgubili, ne? Ker žalost vedno čutimo v situacijah izgube. A ne? Potem recimo mnoga čustva, ki jih ljudje ne marajo, pa mislijo, da so slaba, na primer zavist. Zavist doživljamo v situaciji, ko vidimo, da ima nekdo, ponavadi, da ima nekdo neupravičeno tisto, kar tudi mi želimo. Ne? Kot če bi recimo videla, ne vem, pri svojem kolegu, da je dobil neko povišnico, pa jaz menim, da si jaz tudi to zaslužim in bi začutila zavist. Nič hudega, če zavist mi sam pravi, glej, to je tudi tvoja želja. Naredi nekaj, da bi tudi ti tako, če je le možno, da bi tudi ti si uresničila tako željo. Kaj si naredila ti, da prideš do te točke? Ne? Ja, torej nič hudega. Sam kaže mi, ne, da je tukaj neka moja vrednota, da je neka želja in se je spet stvar na meni, a bom jaz naredila neke konstruktivne korake ali pa destruktivne, ne, da bom šla nekoga mu nekaj rušiti, polena metati pod noge, ali bom obrala neko drugo pot, da bi mogoče tudi jaz prišla do uresničitve te želje. Ja, še ena stvar je tudi, ki je zelo tako od teh splošnih stvari, kar se tiče čustev, zelo pomembna, in sicer ta, da v bistvu čustva odražajo našo subjektivno resnico, v njih ni nič objektivnega. Ne? In je zanimivo, ko se ljudje med sabo prepiramo, recimo sem jaz enaka, naprimer nekdo se jezi in potem mu drug reče, pa kaj se jeziš, ne? Češ, ne sme se jeziti, nima se pravice jeziti. To je njegova resnica, njegove notranjosti. Ne? To, da se on jezi, ne pove ničesar objektivnega v situaciji. Ne? To pove, kako on osebno doživlja situacijo. Ne? In to ni nič prepovedanega. Ker ne vem, mene lahko da ima nekdo v bližini po noči žurko, pa mene to ne moti, mojega bližnjega pa to zelo motilo. Ampak to ne pomeni, da en ima prav, drug pa nima. Ne, to ni to. Me sam pove, njega pa moti ta glasna muzika in zato se je on zdaj začel jeziti. Tako da, valjda in subjektivnost, seveda, ker mi vse situacije v življenju doživljamo subjektivno. Ne? Ker mi se v bistvu ne odzivamo na dogodke kot take, ampak na pomen, ki ga pripišemo dogodku. Ne? To so temeljni postulati kognitivne psihologije. Ne? Recimo, da damo en takšen klasični primer. Imamo dve ženski v isti situaciji. Zvečer sama doma v hiši, prva ženska, torej zvečer sama doma v hiši in zaropota okno. To je dogodek. A ne? In tistega hipa ona pomisli, kaj če je kakšen vlomilc ali pa kaj če je kakšen seksualni manjak. In ker je takšen pomen temu stimulusu dogodku pripisala, valjda bo posledica, da se prestraši, strah. A ne? In pa bo nekaj naredila, ali bo zbežala iz hiše, ali bo koga poklicala in tako, neko vedenje bo iz tega sledilo. In imamo drugo žensko v isti situaciji, zvečer sama doma, zaropota okno in ona pomisli, najbrž je prepih. Torej, ona to isti dogodek dojela čisto drugače, čisto drugačen pomen in zato ne bo začutila strahu, lahko bo sam šla pogledat po hiši pa zaprla okna. In čisto pri vsaki situaciji je tako, da mi različno dojamemo
in vedno smo subjektivni. V principu, tako če sem zelo radikalna, objektivnost ne obstaja. Celo v znanosti, to je stvar druge debate, bi lahko objektivnost zelo, zelo pogosto spodbujali. Ne? Mi se tokrat sklicujemo na neko objektivnost. Ne, ti imaš takšno doživetje te situacije, jaz drugačno in nekako bomo rabili skupaj živeti. Ne? Ampak mene ne čudi, da zdaj, nekoga pa to moti, mene pa ne. On ima neko drugačno zgodovino, on trenutno je lahko čustveno v drugačni koži kot jaz, lahko je malo bolj občutljiv. Torej, veliko dejavnikov vpliva na to, da on to situacijo, ta drug človek zdaj čisto drugače doživel. Tako da vedno smo subjektivni in to je... Ne? Mislim, da če bi več tega se nekako ozavestili ali pa sprejeli, to drugačnost in drugega, koliko bi lažje živeli en z drugim. Zato, ker če se recimo nekdo moteče jezi in če mi ne reagiramo na to, zato ker pač se v njemu nekaj dogaja, koliko je to mnogo lažje živeti in tudi pustiti to svobodo eden drugemu, da se pač različno odzivamo na neke dogodke. Veš kaj, Sandra, to me še zanima, ta je tudi zelo, kako bi rekla, civilizacijsko simptomatična. In mislim, da se spreminja, ampak nekdaj je bilo mogoče več tega. Ko so bila neka moteča čustva, sploh v zahodni kulturi, moteča čustva, smo se na njih odzivali tako, da smo jih z razumom analizirali, probali osvetliti, zagrabiti, najti rešitev. Skratka, čustev smo se lotevali z razumom, z analizo. Kar je privedel v še hujšo situacijo, ker ne moramo z razumom reševati čustev. Torej pri teh analizah pri teh analizah recimo, zakaj se tako počutim ali pa zakaj se mi določeno čustvo ponavlja, pri takih analizah rabimo biti zelo zmerni. In res je, Maja, to, kar si ti rekla, ta analitični ta analiza nekega občutenja je zelo, zelo značilna za zahodne kulture. V vzhodnjaških praksah nas učijo čisto drugače, recimo budizmu, taoizmu in tako naprej. Oni pravijo, čuti to, kar čutiš in spusti zgodbo v čustvu. Tako recimo v čuječnosti pravijo, to je zavestno opazovanje, zavedanje nekega mojega notranjega dogajanja brez presojanja. Zdaj pa, kaj pomeni presojanje na področju čustev? Naprimer, nekaj se mi je zgodil, ne vem, zbolel mi je kuža in jaz začnem doživljati močno žalost, ali pa občutek nemoči, ali pa tesnobo, kaj bo zdaj naprej. In bolj, ko to doživljam, bo naš analitičen takoj začel čebljati. Pa zakaj se zdaj tako počutiš, pa ti se ne bi smela tako počutiti, pa to ni normalno, pa se to ni nič takega, se je sam zbolel. To je tista analiza, ki se ponavadi zgodi v trenutku, ko mi začnemo, ko začutimo čustvo. In s tako analizo se v bistvu na nek način oddaljimo od čutenja. In ker mi zelo veliko analiziramo, je ta analiza nam ponavadi sam poglobi ali pa se nam čustvo zagozdi, ker preveč premlevati začnemo in kaj bi jaz naredila, da bi se znebila tega čustva, pa sem normalna, pa drugi pa se tako ne počutijo v takih situacijah in s tem se lahko čisto maltretiramo. Zato mi tudi recimo v psihološkem svetovanju, ko delamo s čustvi in delamo na sprejemanju čustev in spreminjanju vedenj, kvečemo, če je sploh potrebno vedenja spreminjati, takrat zelo delamo tudi vaje, kako začutiti čustvo in spustiti tisto zgodbo v čustvu oziroma to analizo, racionalno, v katero nas, bom rekla, ta naša zahodnjaška filozofija spodbuja, ker mi mislimo, vsak problem, vsako neprijetnost je treba najprej zanalizirati, ugotoviti vzrok, pol jo bomo pa reševali in pol mi malo obsedeni s tem postanemo. In sam pol se nam razvije ena taka značilnost, ki ji rečemo overthinking, kot pretirano razmišljanje. In pol več ne čutimo, ampak samo še nekaj razmišljamo in živimo v nekem virtualnem svetu. In recimo vzhodnjaške prakse nas učijo, da lahko je to v življenju tudi drugače in pol je manj naporno življenje.
Termin. Dotaknila bi se enih 3 takih slabih strategij za soočanje z negativnimi čustvi. Ja. Skratka, najprej bi se zdaj posvetila tistemu, kaj ne delati, pa Ja. na koncu pogovoru pa temu, kaj delati. Ja, ne. okej, ja. Se pravi, kaj ne. In to zato, ker pač ne znamo s čustvi ravnati. To mislimo ta moteča, negativna, mislim, Ja. tudi ta oznaka ni v redu, Neprijetna negativna. rečemo, ne. Moteča, Ja. neprijetna. Ja, Pač tako. tista, ne. Ja. No, in so 3 strategije, zanikanje, prepravljanje, preusmeritev. Niso to ravno Ja. strategije, ampak naše reakcije na neko Ja. moteče čustvo. Pa bi želela, če te 3 malček osvetliva, ne. Zato, ker so pogoste in imamo največ pač težav z njimi. In ko jih enkrat obvladamo, nam je mnogo lažje, ne. Zanikanje je recimo takrat, ko je nekaj tako bolečega, da enostavno, recimo travma ali pa neka izguba, ki je toliko boleče, da ne prenesemo enostavno tega čustva, ki sledi kot reakcija na to, da se z tem izvornim problemom soočimo, ne. Se pravi, zanikanje. Kaj je najbolj ključnega takrat storiti? Verjetno najbolj to, da se na nek ali terapevtski ali kjerkoli pač način lotimo tega izvornega problema, ne. Verjetno zaradi tega tudi ljudje najpogosteje potem pridejo na terapijo, ne. Ja, veš kaj, pri teh zanikanjih je tako, recimo eno tako čisto preprost primer zanikanja bi bil, kaj jaz vem, da jaz čutim vznemirjenje čustveno, pa pravim, saj mi ni nič, ne. Recimo zanikam, da se mi čustveno nekaj dogaja, a ne. Tisto, kar pa mogoče si ti mislila, ke se pri travmah kakšne disociacije lahko zgodijo, ko enostavno odrežem čustvo ali pa sebe opazujem od zunaj in tako naprej, a ne, to so pač posebni obrambni mehanizmi, ki se lahko zgodijo ob nekih izjemno bolečih dogodkih, ne. Ne vem, in v otroštvu in tudi kasneje, ne. In v redu, kako bi se to naprej reševalo? Tako, da mi naredimo načrt za človeka, kjer počasi njega uvajamo najprej v občutenje teh vsakdanjih neprijetnih čustev. Večkrat, ko občutim neprijetno čustvo, večkrat dobim izkušnjo, da to čustvo ni tako katastrofično in da če ga čutim, se bo to čustvo samo sprocesiralo. To pomeni, da bo čustvo najprej, če si ga pustim doživljati, a ne, neka čustvena bolečina, bo najprej, če si predstavljamo en hribček, bo se najprej zgodil en vzpon, pol bo to čustvo intenzivno doseglo en plato in pol se bo začelo spuščati intenziteta, a ne. In torej, to bi reševali tako zadevo, da najprej na nek način treniramo doživljanje, sprejemanje vsakodnevnih neprijetnih čustev, ne tistega izvornega, recimo, a ne. In pol postopno, a ne, bi lahko, če bi to delali, ne, v sklopu neke psihoterapije, lahko tudi prišli do tega, da podoživimo neko čustvo, a ne, ker lahko pa, da ga itak podoživljamo, zaradi tega to se lahko človeku zgodi pri posttravmatskem stresnem sindromu, kjer recimo človek doživlja flashbacke in se ob nekih določenih triggerjih sproži isto čustvo, ali neka močna tesnoba, močen strah, močna negotovost, groza, občutek groze in tako naprej, ne. In to mi rešujemo tako, da dajmo doživeti postopno, počasi, ker naš princip je, če si pustimo, če damo prostor čustvu, bo čustvo samo izzvenelo. Če ga pa mi štohamo, pa zapiramo, nekako zatiramo, pa bo samo plamtelo in plamtelo. Ta energija bo še vedno nekje prisotna in se bo lahko, ne, izražala v določenih situacijah. Tako da zdaj ne vem, a je to v zvezi z zanikanjem nekako tisto, kar, a veš, neka smernica taka, vedno bo doživetje, sprejetje. Nobeno čustvo ni nevarno, nobeno čustvo me ne more ubiti. Vse, kar se mi lahko zgodi, če se zelo simpatikus vključi,
da čutim to notranjo vznemirjenost, lahko da majčkeno težje diham, ampak to ne pomeni, da ne bom nehala dihati, ne. Narava nas je tako ustvarila, da če se prestrašimo, to ne pomeni, da bomo se mrtvi zgrudili, a ne. Tako da večkrat, ko imam izkušnjo, po laži, malo po malo, vedno dlje si pustim čustvo in potem dobim polno izkušnjo z njim, in ko dobim polno izkušnjo z njim, je vedno manj in manj strahu pred njim, pred tem notranjim doživetjem, ne, ki je tudi telesno, ne. Ampak morda zato, ker druga skrajnost tega procesa, ne, druga plat kovanca, je pa preplavljanje, ne. Se pravi, ko to je za, recimo, za te, ki so bili močno ranjeni, traumatizirani in tako naprej, ne, jih lahko jeza ali pa nemoč toliko preplavi, da padejo v to luknjo, oziroma ali pa jeza toliko preplavi, da se zgubi razsodnost, da enostavno zgubimo razum, ne, ker smo toliko preplavi, ne. Ja. In pol je ta strah, da se to ne zgodi in pripelje do teh hudih motenj, kako sploh dopustiti ta moteča čustva, ne. Okej, ja, vem, o čem govoriš. Pazi, zelo pogosto mi nosimo v sebi prepričanje, močno čustvo pomeni izguba nadzora. Ja. Ker recimo lahko smo bili majhni, smo videli, da je nekdo totalno pobesnel, pa je krožnike metal, pa tako naprej, pa smo mi naredili zaključek, močna jeza, besnenje, to je nekaj nevarnega, a ne. Okej. Tisto, ko je on pobesnel, to samo pomeni, da je on zbral neko vedenje, ki je agresivno. Torej, v njegovem vedenju je bil problem, ja. Ker, recimo, ali pa to prepričanje nosimo, ker smo kaj brali v črnih kronikah, nekdo je kar nekoga ubil, to je sigurno v afektu naredil in tako naprej, ne. In torej, to je neko naše prepričanje. Ampak dejstvo je, če mi pomislimo, kolikokrat v lifeu smo mi že doživeli močno čustvo, pa nismo naredili nekega problematičnega vedenja, a ne. Lahko da ta človek, ko je krožnike metal, je to ob isti stopnji jeze počel doma, ob ženi, če pa je v službi začutil isto stopnjo jeze, takrat pa ni krožnikov metal. To samo pomeni, da on ima po nevrološki plati sposobnost inhibicije svojega vedenja, ja. In ker smo mi videli take primere, pol mi mislimo, da če bo močno čustvo, da bomo mi kar znoreli, pa da bom jaz toliko preplavljena z čustvom, da ne bom vedela, za kaj se gre, da sem zgubila razum. Ampak, ko imamo mi močno čustvo, res je, da nam takrat lahko šibajo misli, res je, da lahko čutim močno napetost v telesu ali pa v glavi. Ampak pri močnem čustvu mi ne naredimo nekaj, kar ni v skladu, bom rekla, z neko našo vrednoto. To, da bomo mi zgubili nadzor, to se nam lahko zgodi samo v 3 kontekstih. Eno je, če gre za neko nevrološko obolenje ali pa poškodbo možganov, se pravi, z možgani nekaj ni v redu. In recimo, če gre za primer kakšne intoksikacije, spet torej za možgani nekaj ni v redu. Če smo pa mi nevrološko zdravi, moramo vedeti, da ne glede na to, koliko močno čustvo, ja, lahko je takšen občutek, da sem kar pripravljena s čustvom, ampak to ne pomeni, da bom naredila neko bedarijo, da bom nekoga ustrelila, da bom nekoga, a ne. Lahko pa nekoga prizadenemo, recimo zato, ker sigurno mi kakšna beseda bolj zleti iz ust, ne, ker valjda, če sem jaz umirjena, a ne, pol lahko bolj nekako zbiram svoje vedenja. Ampak ja, lahko pa mi kakšna žalitev ali pa nekoga naderem in tako naprej. Ampak to ni izguba kontrole, ker čim imamo mi povezano, zelo močno to prepričanje, bom zgubila nadzor, pol si bom težko dopuščala močna čustva, ker bom mislila, da iz tega nujno sledi neko vedenje. Ne, zato se rabimo spomniti, kolikokrat smo res že doživeli močno čustvo, pa nismo naredili neke bedarije v smislu, da bi ali poškodovali nekoga, ali naredili nekaj, kar absolutno ni v skladu z našo vrednoto, ne. Rabimo tukaj res neko svojo odgovornost za svoje vedenje sprejeti, in če smo zdravi, to sposobnost imamo, ne, da, bom rekla, zadržimo roko v žepu, namesto da bi udarili drugega človeka.
a ne. Ja, bolj ozko je takrat mišljenje, pa malo hitreje se odločamo, lahko da tistega hipa sprejmemo napačno odločitev glede naše akcije, a ne, kot v nekem umirjenem stanju. Ampak ne, ni izgube razuma, ne more se nam zmešati. Sej ni toliko, nisem mislila to izgubo razuma, samo poudarila sem, koliko to lahko preplavi, ampak bolj v to zadrego, ker takrat je jezik zelo oster, lahko nekomu rečeš marsikaj preveč, ga lahko raniš, lahko narediš neke poteze v afektu, ki imajo določene posledice. Vse to so stvari, zaradi katerih imamo lahko zadrege, če so čustva res močna. Ne? Ja, je pa dejstvo, ne, tako kot v nekem med doživljanjem nekega intenzivnega čustva v hipu potegnem neko napačno potezo ali pa napačno odločitev, to lahko tudi kadarkoli v življenju. Ja, kadarkoli v življenju se mi lahko zgodi, da bom naredila neko hipno napačno odločitev ali pa neko hipno napačno vedenje in takrat, ko sem mirna in takrat, ko sem pod močnimi čustvi. Ljudje nismo popolni, ne? A ne, valjda, veliko krat, ne, v redu, če sem naredila napako, še vedno imam pol možnost se opravičiti. Je pa tudi to, da mi lahko treniramo naše odzive v situacijah močne jeze. Recimo, ja, saj mi lahko povzdignemo glas, lahko nekaj ostro povemo, lahko nam je samo glavna smernica, da ne uporabimo žalitve. Mi lahko rečemo, to, kar si naredila, ni v redu, tega jaz ne prenašam, namesto, da rečem, ti koza zmešana, gnoj, glista in tako naprej, kar je običajno izraz ne jeze, ampak prezira. Torej, lahko sem jaz glasna, lahko sem odločna, to ni žalitev, ne, da sem glasna, odločna, ne. Žalitev je, ko začnem etikete, ko začnem prezir uporabljati. Torej, če se nekdo tega boji, ne, sploh če recimo hočemo malo trenirati, kako skomunicirati jezo, in to lahko delamo, takrat vedno mi gremo na to, učim se tega, da dajem ljudem sporočila na vedenje. Ne, vedenje, to, kar si naredil, ni v redu, ne, ti si kreten, ti nisi v redu. Tako kot pri otroku, ko ga kregamo, ne. Ne vem, nisi si umil zob ali pa nisi naredil domače naloge, to je neko njegovo vedenje. Če pa mi njemu govorimo, ti si lenoba, ti si nemogoč, je to pa čisto neka druga zgodba. Ne? Tako da prvo, in to pa lahko vsak od nas, tisti nevrološko zdrav naredi, in to ni tako težko, da ko začutimo to močno energijo jeze, lahko smo glasni in samo na vedenje drugega človeka. Lahko mi bruhamo, kaj nam ni prav, da on vse delal, ampak ni tukaj noč žalitve. Ne? To je samo sporočilo, to, kar delaš, meni ni okej. Veš, kaj sem zdaj pomislila, Sandra, ko to pripoveduješ, mogoče je tudi malček tega fenomena, da mi radi sebe vidimo kot dobre, pametne, pozitivne, skratka frajerje. Ne? In nam je zelo težko sprejeti to, da imamo te senčne dele, da smo tudi pasi, nesramni. Seveda. Tako, in da so te zadrege, kako izraziti ta moteča čustva, v bistvu zadrega, ker takrat pridejo te temačni senčni deli nas. Ne? Ja. Mi bi radi bili pa s temi maskami čudovitimi. In nam to tudi naredi težavo. Ja, zato se je dobro malo spoznati za senčnimi deli sebe. Naprimer, če sem jaz bila zelo vzgajena tako, da sem skozi sam dobra do drugih, pa prijazna, pa altruistična, pa tako naprej, potem, to je ena skrajnost. Pa lahko predvidevam, da na drugi skrajnosti pa imam tudi en zatrti del, sebični del sebe. Kajti tudi sebičnost je neka naravna lastnost. Ne? To, da sebi dam najprej prednost. Ne? Da včasih sebi dam prednost pred drugimi. In zdaj, če sem jaz preveč na nekem ekstremu, potem sem večji nevarnosti, da, ne vem, mogoče sem ga malo napila in kar naenkrat se pa tisti senčni del mene pojavil in se bo izrazil, ke pa je sebičen in tako naprej.
In kaj je zdaj tukaj rešitev? Da ga spoznam in da vzamem od njega, od tega mojega senčnega dela, neke stvari, ki so dobre. Kaj ti ne gre za to, da bi jaz bila sebična ali nesebična, gre za to, da je dobro, da jaz v življenju včasih dam prednost sebi, včasih pa dam prednost drugim. In če probam jaz med njima balansirati, in to, če si priznam, ja, Sandra, včasih si sebična, včasih v nekih situacijah imaš impuls ali pa hočeš sebi najprej zrihtati. Če si to priznam, ko dam to na plano, pol vem, kako s tem ravnati in me ne more težje me preseneti. Ne? Pri jezi je pa ponavadi tako. Recimo, da ima nekdo prepovedano jezo, imel je taka izkušnja, joj ne smem se jeziti, in zdaj on to tlači. In če on se ne sme jeziti, to pomeni, da ne zna skomunicirati jeze, to pomeni, da se to v njemu nabira. Ne? Pa prejšnji teden ni rekel sodelavcu, da ga to moti, pa pred 2 mesecoma ni rekel, pa vsak dan ne reče in pol mu nekdo prst pokaže, vuf, in je vulkan. In v tistem vulkanu je ponavadi tisto, gnoj, glista, zgin, da te ne vidim, crken. To so tiste žalitve, ki niso dobre za naše odnose. In v takem primeru bi mi rekli, ok, začnimo delati za jezo, kajti ta vulkan v bistvu ni jeza, tam noter je že ful prezir in vse se je že neki not natlačal. In bomo, če rečemo metaforično, ta jeza je nek delček sebe, ki ga ti ne priznavaš, ki si ga utujil, ki si ga dal na stran. In zdaj bomo začeli za jezo dobivati lepo počasi izkušnje, ker jeza nam dostikrat pomaga, ker včasih moramo ene ljudi ustaviti. Pa ne včasih, kar pogosto. In rabimo jo začutiti in rabimo imeti ene načine izražanja jeze, eno trdnost ali pa ostrinost ali pa tako. In na ta način potem ta delček ne bo več tako senčen, ker tudi on ima neko svojo sporočilo, neko funkcijo ima zame, kako preživeti ali v naravi, v svetu, v medčloveških odnosih, neko lastnost, je nosilec neke lastnosti. Še ena je pojav, rečemo temu, ki je zelo tipičen, je ta preusmerjanje čustev. To sem ga opazila, to je bil eden prvih, ki sem ga spontano opazila preko knjig, ko sem srečala nekaj primerov, situacij, ko so ljudje izgubili nekoga bližnjega. Se pravi, to je bil primer enega mamo in primer ene hčerko. Skratka, teta najbližje. In to so bili zelo, eni bo moški, ena je bila ženska, ampak gre za močne ljudi, za tiste, ki potrebujejo izražati, da obvladajo življenje, da so močni, da jih nič ne bo zlomil. In pa se jim to zgodi, ne morejo izraziti svoje žalosti, ampak jo preusmerijo, da se jezijo. In recimo konkretno eden se je jezil iz dneva v dan skozi, dokler mu nisem rekla, za božjo voljo človek, pa ti si žalosten, mislim, nisi dovolil pač izraziti žalosti. No, in ta preusmeritev enega čustva... To so nadomestna čustva, temu rečemo. Veš, kako to nastane? Recimo, da imamo majhnega otroka, in da ta otrok včasih doživi žalost. In pol se odrasli ga grdo gledajo, pa kaj si žalosten, pa žalost, ne. Torej, on dobiva prepoved na žalost, dostikrat. Torej, on je oblikoval sebi, ne smem biti žalost, zdaj je začel žalost zatirati, ker žalost je, njemu so rekli, to je grozen, to je za šibke osebe, to je ranljivost, žalosti si ne smemo dopustiti. Ko pa recimo ta otrok se bil v situacijah, ko je izrazil jezo, takrat pa so drugi bili čisto zadovoljni s tem, niso se nič na to, bom rekla,
niso ga zaradi tega ne sprejemali ali pa niso ga grdo gledali zaradi tega ali pa niso se odzvali. In lahko se celo zgodi, da mi v nekem, bom rekla, v nekih odnosih ali pa v načini do življenja nekatera čustva postanejo nekako dominantna, druga so pa zelo zatrta. A ne? In lahko se nam celo zgodi, da sem imela take izkušnje, da so mi rekli, pa saj nisi žalostna, samo utrujena si. Ja? In je že nekako na začetku se pol začne razvijati, jaz žalosti ne poznam, ne smem je izražati, ampak dobro pa poznam recimo jezo in je to jezo, to mi je domače čustvo, s to jezo marsikaj dosežem in zdaj jo zelo pogosto izražam. In lahko postane neko čustvo v bistvu nadomestilo, naprimer, da imam situacijo, da mi je jeza prepovedana, nisem se nikoli smela jeziti, lahko pa sem bila žalostna. In zdaj se zgodi nek konflikt in namesto, da bi se razjezila, da bi povedala svoje, jaz postanem žalostna in sem cela žalostna. In to je recimo nadomestno čustvo. Lahko, včasih, to ni vedno tako, včasih je lahko pod jezo žalost ali pa strah, lahko je pa tudi pod žalostjo, naprimer jeza. Ni to vedno tako, ampak ja, je mehanizem, ki ga dobro poznamo in se nam dogaja v življenju. Ne? Smo se ga naučili. Ampak to, kar si zdaj v bistvu odprla, nas pelje nazaj v otroštvo, zato ker so največja bergla, največje ovire, ne bergla, ovire pri temu, da smo razprti do sebe kot do tistega inštrumenta, na kateremu pač strune vibrirajo in se dogajajo neka čustva in smo sproščeni v tem, da pač čutimo in zaznavamo ta čustva. Da pridemo do tega stanja, največja ovira so v bistvu te neke rane in programiranje otroštva. Ne? In predvidevam, da bomo težko razprli se do tega, kako bi rekla, inštrumenta, ne, v vsem njegovem diapazonu, če ne bomo nekaj postorili z temi izvornimi, kako bi rekla, težavami. Ne. Aha, okej. Ja, vidiš, to je eno tako prepričanje. Če imam jaz zdaj v sedanjosti neke težave, naprimer tudi z izražanjem čustev, potem moram iti z določenimi, ne vem, raznimi psihoterapevtskimi ali pa drugimi tehnikami v preteklost, da jaz tam nekaj doživim in tam nekaj spremenim, potem, in ko bom to naredila tam v preteklosti, tisti nekaj razpucala, potem pa bom jaz zdaj normalno doživljala in jezo in žalost in tesnobo oziroma celo paleto koristnih čustev. In to je mit. Namreč, tudi če mi to naredimo, jasno poznamo veliko tehnik, s katerimi mi lahko regradiramo, podoživimo neko, recimo, travmatično situacijo v preteklosti. Ne? Ampak, kaj se nam zdaj zgodi? Lahko, da smo to naredili, ampak jaz v svojem sedanjem življenju še vedno ne znam izraziti jeze ali ne znam doživeti žalosti ali nekega drugega čustva. Zakaj? Kajti meni je od tiste originalne travme, lahko je preteklo ne vem koliko let, in v vseh teh letih nisem pridobila neke veščine doživljanja in ravnanja s temi čustvi. Ne? Tako da to ne pomeni avtomatično. Tudi, dostikrat eni ljudje mislijo, če bom jaz doživela uvid, ne vem, zakaj se mi dogaja to pa to, potem je pa vse v redu, potem je problem rešen. Ne, nikakor, to ni nič še. Ne? Torej, jaz bom zdaj rabila se na nek način dobivati nove izkušnje za čustvi. Ne? In zato tukaj recimo pride v poštev psihološko svetovanje, psihoterapija, kjer mi skozi in odnos in dostikrat skozi razne vaje postopno si dopuščamo določena čustva, jih čutimo v telesu in nekako se usmerjamo v nekih vedenjih, kako jih izraziti. Recimo, tipičen primer tega je tako, da naprimer ljudje, ki
ki kot otroci niso smeli izraziti ničesar, ne? Recimo, dej bod tih, kaj boš ti, dej pet tja, beš ven. Tako. Recimo, in ker so v temu živeli, niso smeli izraziti sebe in se tudi tega niso naučili. Ja. To, kar sem jaz mislila pod temi ranami otroštva in se vrniti v vir problema, je to, da človek ozavesti, takrat se je začel pač ta program. Tako program se je začel. Ki je pol tekel. Ampak mora se pa naučiti novih strategij. Tako. In to je to, kar je delo. To je bistveno. Naučiti se, zato ker tudi ne vejo ali pa ne vemo, da sebe ne izključim iz tega, sploh kaj reči, kako se postaviti, kako reagirati, kako izraziti sebe, da ne boš drugega prizadel ali pa da ne boš preveč pohleven, da ne boš preveč agresiven, ki je prava meja. Skratka, in to rabimo na nek način trenirati. In to delamo skozi vedenja, ne? In skozi ta vedenja mi dobivamo nove izkušnje in to je ravno vloga nekega svetovalca ali terapevta, da nam pri tem pomaga. Da zdaj, ne, mi dostikrat recimo, ko rečemo, kaj je osebnostna rast ali pa psihoterapija, dostikrat se mi moramo nečesa odučiti, ker smo se naučili in smo leta in leta ponavljali in je že popolnoma zautomatizirano, to naprimer, da skozi kimam ali pa da ne izrazim svoje želje, to je zautomatizirano. In zdaj rabim skozi neka vedenja in ta vedenjska sprememba je nujna. Če nimam spremembe, če ne imam samo neko vid, da se enkrat, zaradi nekih razlogov sem se tako razvila. Ne? Se pravi, lahko imam neko idejo v glavi, kaj bi jaz rada spremenila, pa zakaj je to nastalo. Ne, prava osebnostna sprememba je, ko začnem početi in živeti drugače. To je pa taka globinska sprememba. Ne? Ker to poudarjam, ker je veliko teorij, ker nas pravijo, globinska sprememba je, ko si se ti dokopal do tega in tega. Jaz pravim ravno obratno, ne, glavna globinska sprememba pride z novim vedenjem, ko jaz začnem živeti v skladu z nekimi novimi prepričanji ali pa novimi vrednotami ali pa novimi, ko to začnem početi. In ko to počnem, takrat se neke nove nevronske mreže v moji glavi izoblikujejo, ker neko novo vedenje ponavljam. In to je ultraglobinska sprememba. In takrat, ko ne rabimo več misliti na to novo spremembo, ampak pride samodejno, ker je že toliko del nas, da, kakor si rekla, nevronske povezave v možganih so se spremenile, je del nas in odreagiramo drugače, instinktivno takoj, ne rabimo več misliti, kako drugače. In do tega, veš, bo prišlo s ponavljanjem. Najprej se bom rabila truditi, veš, če se hočem spremeniti, kako bom zdaj nekomu rekla ne, ali pa kako bom povedala svoje mnenje. Na začetku bo to težko. Rabila se bom matrati, čisto zavestno. In zdaj, kdaj pa pride, ne? Tako kot je prej prišlo do tega, da je zautomatizirano, da imam zautomatizirano, da skozi sem prijazna, pa a ne? Zdaj pa rabim novo vedenje, ponavljati, da bo tudi to novo vedenje postalo avtomatično. In takrat je tisto, da spontano rečem, to pa ne, nimam časa ali pa da želim si tega, samo to rabim vaditi. Se tudi prej smo mogli vaditi, da smo se naučili govoriti, samo tega se več ne spomnimo. Ja, in vadili smo iz leta v leto, iz leta v leto, iz dneva v dan, ne. Skratka, dolgotrajno, da se nam je toliko sidralo. Še par bi rada, predno greva v te pozitivne strategije, še par teh negativnih v narekovajih, ne, zato ker jih je dobro poznati, da jih tudi pri sebi prepoznamo. Recimo ljudje, ki si že dovolijo izražati kakršnakoli stanja, čustva in tako naprej, in so zelo obremenjujoča za druge. Recimo te, ki jamrajo. Jaz si občutam tako, kot da bi nezavedno morda hotel potegniti v to svojo bedo drugega. Tako jamrači, ki v bistvu zelo izražajo svoje čustva in svoje stanje in vse, ampak v bistvu potegnejo v tisto svojo mlako, ne. Ali pa nezadovoljni, ki so kot vreča brez dna in kakorkoli ljubezni ali
česa lepega, ali karkoli se bo v njih investirali, nikoli se ne bo ta vreča napolnila. Še kaj, če mi lahko osvetliš te, kako bi rekla, negativne oblike v smislu ljudi, ki izražajo svoje stanje in čustva, ampak kot da bi stresli svoje smetje v smetnjak in se potem sami razbremenili, v bistvu pa nič ni v ozadju nekega namena, da bi karkoli spremenili, karkoli uvideli, da bi sploh iskali neke nove rešitve. Ok, recimo, če se spomniš tisto, ko smo rekli, ena stvar je doživljanje, občutanje čustva, druga stvar pa je izražanje. Ni nujno, da jaz čustvo izrazim. Lahko recimo si pustim doživetje jeze, ampak iz nekih taktičnih razlogov sem se odločila, da nekomu ne bi skomunicirala jeze. Se pravi, tisto, kar nam je najbolj važno za naše nekak zdravje, da si dovolimo občutiti, o vedenjih pa se malo sproti odločamo. Kdaj bi, torej ni tako vsako čustvo bi jaz mogla izraziti. Ni treba. Važno, da si jaz navznoter ga pustim doživeti. In zdaj, to, kar ti opisuješ, je ponavadi niti ne znak, da oni si dopuščajo čustva, ampak je neka njihova vedenjska strategija v medosebnih odnosih. Pri teh rečemo pod narekovaju jamračih. Oni imajo navado, da vse povejo, kar je njim težkega, pripovedujejo o tem, tako malo se oni zventilirajo, nekako imajo idejo, da bo njim boljš mogoče, če bodo oni to vse nekomu povedali in tako naprej. In ta njihova recimo ventilacija ima lahko različne cilje, pa različna ozadja. To ne pomeni, da oni izražajo čustvo. Oni so sam nekomu na dolgo in široko in globoko povedali, kako se počutijo in kaj vse težkega se dogaja, ali pa so povedali, kako je vse grozno in da se nič ne da spremeniti. In zdaj, če gremo, in lahko da je bila to njihova vedenjska strategija, to vedenje najbrž imelo neko funkcijo, nekoč v preteklosti. Neki so najbrž dobili za tem. Je pozornost. Tako, seveda, ponaj se na to odzivamo. Tista vedenja, za katera dobivamo pozornost, se bodo ponavljala in vlečemo naprej v sedanjost. In zdaj lahko, da oni imajo, lahko pa da ne gre za to, da je imelo to vedenje funkcijo, ampak gre enostavno za prepričanje, ko je meni težko ali ko se jaz slabo počutim, moram to vse ven dati, pol bo pa meni boljš. In pol samo uresničujejo neko to svoje prepričanje. In zdaj, če nam to tečno, mi rabimo nekako se naučiti ravnati s temi ljudmi. Ker eno je, recimo, ko je nam težko, smo žalostni, pa se malo potožimo, veš, meni je težko, zgodilo se mi je to pa to, tle me tišči, ali pa če sem podrta, nekdo se potoži, Ampak to je razlika, kot pa če jaz na dolgo in široko grem v neko igro jamranja, kjer mi drug hoče pomagati, pa mi daje nasvete, jaz pa vedno rečem, ampak, ker ta interakcija se nam z njimi lahko zelo pogosto zgodi. On se je hotel nekaj zventilirati, ker ima tako idejo, da je to za njega dobro, in mi pa smo mogoče hoteli njemu pomagati, in pol smo bili čisto izčrpani, na koncu kroni tak, ne gre za to, da bi sprejel, hotel imeti na svet, ampak ima idejo, da on to mora ven iz sebe dati. In take ideje so pogoste. Torej, moramo vedeti, v redu je, da kadar smo mi v stiski, da se potožimo drugemu človeku, da mu povemo za svojo stisko, ker pol nam lahko tudi en support drugi ljudje dali, pa neko sočutje, pa da me nekdo objame ali pa malo potreplja, pa reče, vem, da ti je težko, ali pa veš, tudi meni vem, kako je to počutje, ker se tudi meni že zgodilo. To je v redu, takšen support je v redu. Torej, ne smemo vsakega izražanja čustva ali pa to, da skomuniciramo, da nam je težko, to ni jamranje. Jamranje je že malo bolj kompleksno, ker se ponavlja, pa je na dolgo in široko in itak ni spremembe nobene. In takrat si moramo najti eno svojo strategijo. Kako, če se nam te interakcije ponavljajo s takimi ljudmi, če sem doslej bila zelo silno sočutna, pa sem oddala nasvete, si lahko mogoče vzamem nekaj časa, malo prisluhnem, ok, ne dam nobenega nasveta,
In pol mogoče, ne, lahko malo preusmerim temu pogovora in je to. Predvsem pa, da se ne ujamem tam v to njegovo jamranje, kot da bi zdaj jaz mogla nekaj rešiti. Nič ne rabim jaz to rešiti. Ne? To je odličen nasvet. Ja. On bo to sam rešil. Od mene pa odvisno, koliko časa sem ga pripravljena poslušati. Ker je mnogo zadreg s tem jamrači in z nezadovoljneži. Ne? Tako, ker je vse... Ja. To so pa pač nekako dajo neke impulze, da se jim da bi jim pomagal ali pa da bi jih izpolnil z neko radostjo, ker so tako nezadovoljni z ljubeznijo morda in tako naprej. In ob njih se lahko zelo izčrpamo, ne? Ja, do izgorelosti, recimo. Ja, seveda. Zato pa rabimo malo prisluhniti svojim emocijam, ki mi nam lahko pomagajo, ko začutimo, dosti mi je tega, pa če malo vznemirjena postanem, me ta jeza že malo usmerja k temu, da ustavi tega človeka, ne rajiš tega poslušati. Na živce ti to gre, ne rajiš poslušati tok tega. Ne. Viš, katera je še ena, kako bi rekla, zelo pomembna tema v zvezi s čustvi, ta negativna stran, je ta, da se predvsem moteča in ta neprijetna čustva s pridom izkorišča za manipulacijo. Ne? Se pravi, manipulativne strategije nadzora, pritiska na drugega človeka se odvijajo ravno prek teh motečih čustev, ne? Da vzbujanje krivde, strašenje in tako naprej. Seveda, to je čustveno izsiljevanje, ne? Ker recimo obstaja tudi nekaj, čemu rečemo manipulativna čustva, ampak to ni čisto, kar ti misliš. Recimo, tudi otrok se tega že v otroštvu se lahko manipulativnih čustev naučimo. Naprimer, da imamo fantka, ki je majhen, pa hoče imeti neko igračo, hoče, da mu mama izpolni željo in začne jokati, pa se po tleh metati, pa jeziti, pa mu mama ali neka druga odrasla oseba ne izpolni želje. Pol pa enkrat v teh situacijah, ko naj bi mu nekdo izpolnil želje, slučajno postane tako malo žalosten ali pa kisla faca, pa malo čustveno distanciran. In pol mama pomisli, joj, bogi, moj otrok trpi, žalosten je, in mu zadovolji željo, mu kupi igračo recimo. In da se je ta otrok naučil, če postanem žalosten, pol mi bodo drugi izpolnili željo. Ne? In zdaj se lahko neko tako čustvo začne ponavljati. Nekateri to dosežejo z užaljenostjo. To je tisto, ko imamo kuhanje mule, a ne tihe maše. Lahko da ta človek imel izkušnjo v otroštvu, če sem dovolj dolgo delal tiho mašo, pa malo dal ga na distanco, pa ga malo preziral, se je zgodilo, da ta druga oseba dobila občutke krivde in zdaj ta oseba popustila. In je ustregla, dobil sem nek odziv, torej za svojim čustvom, z izražanjem svojega čustva, sem nekoč dobila odziv in zdaj to vlečem naprej. In zdaj lahko naletim na ljudi, ki bodo se isto odzvali kot ljudje v mojem otroštvu. Ne? Eni bodo rekli, briga me, če si užaljen, pač, ne uresničim ti želje, se ne bodo odzvali na to. Ampak eni bodo dobili krivdo. In bodo res popustili ali se začeli upravičevati in tako naprej. Tako da mi lahko vedno neke kompatibilne ljudje, nekako si kompatibilne ljudi nekje se za njih zahakljamo. On ponavlja en svoj vzorec, čustveni iz otroštva in jaz ponavljam nekaj svojega, ko sem se ujela na tisti trnek, zdaj pa se počutim krivo. In vse to se da spremeniti. In ker on z nekim čustvom, vendar zakaj to ni manipulacija? Ker to ni odločitev, zdaj bom pa je žalosten, da mi pol nekdo izpolni željo, da nekdo popusti. Ta vzorec se pač ponavlja, nastal je nekoč v otroštvu in ga nekdo vleče naprej, nenamerno, nezavedno. Zato temu ne rečemo, manipulativna čustva bi bila pretežka beseda za te čustvene vzorce, ki sem jih zdaj napisala. Seveda pa lahko v svetu odraslih ljudi gre za manipulacijo. Če mi vemo, da veliko ljudi, če jih začnemo ustrahovati, začne doživljati to pa to, pa lahko to nekdo namerno počne.
Ne, ali pa pritiskati na tiste tipke, ki odraslim ljudem dostikrat krivdo vzbudijo. Ja, pomislite na svoje otroke, pa na svoje zdravje, pa torej s tem se da zelo manipulirati. Najbolj pa s strahom, verjetno. Ne? Ja, pa ja, z seveda. občutki krivde. Ne? To dvoje. Strah in občutki krivde, to je idealno. To je, a ne? Ja, drugega lahko popolnoma paraliziraš, da je čist nemočen. Čist krotek je lahko. In krotek, utihne in se ošibi. Ja. Prejle sva se dotaknili malo tega izogibanja konfliktov, ne? Ki je tudi pač ena od tistih načinov, strategij, s katerim ne živimo svoje čustva, nismo v stiku z njimi in ne odreagiramo, pa bi morali odreagirati, zato ker se bojimo konflikta. In mislim, da s tem imamo, razen vas, ki ste se izurali, ne? Morda mi imamo razne težave, ne? Precej težave s tem, ne? Recimo, ena je ta, da strah pred tem, da si pol zavrnen, da te pač tisti, ki ga ceniš, ne mara več. Ne? Se pravi, kako premagati ali pa se spopasti s tem strahom, bi rekla, da izrazimo kljub temu to, kar čutimo in kar dobro, da izrazimo drugemu, zato ker če ne, se odnos ne more spreminjati, nadgrajevati in ostanejo tiste moteče strani v odnosu nedotaknjene. Ne? Moramo reagirati. Zdaj pa kako ne, če nas je strah, super, da bomo zavrnjeni. Ja, dobra novica je, da nič se ne rabimo boriti s tem in da ne rabimo, če hočemo to spremeniti, imeti neke težke psihoanalize, sploh ne, ker mi vemo, bojimo se dostikrat iti v konflikt, ker kaj, če me drugi več ne bodo marali, kaj, če bo druga oseba prizadeta, kaj, če me bo druga oseba zapustila, kaj, če drugi osebi ne bom več všeč in tako naprej. Te bojazni poznamo, torej vem, zakaj je težko grem v konflikt ali pa odklonim uslugo in tako naprej. In zdaj to v meni. In ko se bom jaz odločila, da bi prvič rekla ne, bo strah močen in jaz skupaj s tem strahom rečem ne. Mi je težko, je mi težko. In potem to naredim drugič in tretjič in četrtič in dobivam novo izkušnjo, da me niso vsi zapustili, dobivam novo izkušnjo, da mogoče nisem več nekomu všeč, enim pa sem. Vsakič dobivam neko izkušnjo in pol začne ta strah izvenevati. In tisto, kar je ponavadi napaka, da mi mislimo, kako bi jaz to naredil, naprimer, šel v konflikt ali pa rekel ne brez občutkov krivde. Mi rečemo ne. Ti boš šel v konflikt in najprej boš ob tem začutil občutke krivde. Nič hudega. Ja? Ti boš šel to in boš naredil in prvič, drugič in tretjič boš ob tem čutil strah. Ali pa prvič, drugič in tretjič boš to mogoče na štorast način naredil. Zato naredimo postopen načrt. Ne? In to je najboljša pot v to spremembo. Ne torej analiza velika, zakaj. Ne? Ideja je, najprej moram odstraniti strah, potem bom pa jaz šla v konflikt. Ne, ker to je približno tako, kot če rečem, najprej jaz moram dobiti samo zaupanje, pa odstraniti strah, pol bom pa jaz delala predavanja. Ampak pot je obratna, je tako? Odstraniti strah, potem se bom pa naučila plavati, ne? Ne gre, recimo, točno ne? To je zelo dobra primerjava. Pri vsaki novi stvari, s katero nimamo izkušnje, smo mi negotovi in nas je strah. Tudi tega se ne spomnimo, ko smo mi bili majhni, ko smo delali prve korake, mi to nismo delali samozavestno, ampak za strahom. Ampak smo kar ponavljali. In pol, ko smo dobili izkušnjo z hojo, pa strah je lepo postopno zraven izveneval. In tako je pri vsaki stvari, pri vsaki novi aktivnosti in tako je tudi pri spremembah vedenjskih, ki jih želimo delati. Mi sam support rabimo pa en dober načrt, skupaj z strahom ali pa skupaj z tremo grem naprimer na izpit, skupaj z tremo grem delati prvo predavanje, skupaj z tremo skupaj s strahom prvič zaplavam. In to je povsem normalno in to je okej način spreminjanja. Ne? Ker če ne, pa mislimo, da jaz moram
najprej biti samozavestna ali pa kompetentna, pol bom pa začela nekaj delati, ne bo šlo. Ne? In pri teh vedenjskih spremembah, ko hočem spremenjati ali nek svoj perfekcionizem, ali pretirano ustrežljivost, ali izogibanje konfliktov, je točno to. Začeli bomo z enim vedenjem, ga ponavljali, na začetku bomo negotovi, strah nas bo in to je popolnoma normalno. In tudi to, da vmes bomo padli nekajkrat morda. Ja, ne bo linearna sprememba. Ja, ne bo linearna. In bo malo gore dole. Ja, in se vrnemo nazaj in zopet nadaljujemo. Tako kot se učimo hoditi, samo smo to že pozabili. No, to je pomembno, vmes se tudi pade in to je tudi del zgodbe. Ne bo seveda. Takoj kar jutri takoj bolj nova stvar, ne bo takoj usvojena. Bo malo cik-caka, mislim gor dol. Še ena stvar pri tem izogibanju konfliktov je in to je ta, kako bi rekla, strah, pač zadrega bolje, da ne bomo znali biti asertivni. To pomeni spoštljivi do drugega človeka, da bomo izrazili to, kar čutimo, ampak spoštljivo do drugega. Skratka, nimamo besedila, ne vemo, kako storiti, da bomo ujeli to pravo mero. In to je tudi ena od teh zadreg, ki nas paralizira. Ta strah zadrega, da ne bomo agresivni, da ne bomo tako. Ja, da nam zdaj pretiravala, pa prizadet, pa užaljen. Kako se to priučiti? To je tudi ena izjemno pač veščina, ki isto zahteva nek trening. Seveda, in zato imamo, ravno z tega razloga imamo treninge asertivnosti, treninge socialnih veščin, treninge učinkovitega izražanja jeze in imamo programe, imamo lekcije in mi to ponavadi vadimo skozi igro vlog na skupinah. Zdaj, če ne gremo na nek tak program ali pa trening, ni nič kompliciranega, ampak najlažje to dela v neki skupini, ko malo odigramo. In to je ta način učenja. S tem pol dobivamo malo občutek, kaj je neka primerna mera ali nekaj optimalnega. Ne rabimo tudi od sebe neke popolnosti pričakovati. Tudi če imam jaz nekako, če sem jaz oseba, ki je primerno asertivna, to ne pomeni, da se mi v kakšni življenjski situaciji ne bo zgodilo, da bom mogoče malo zamrznila. Mi nismo popolni, mi ne rabimo biti 100%. Tudi če sem jaz zelo nekako boječa, jaz ne rabim iti v neko totalno nasprotje, to je nerealistično. Ne grem iz 0% na 100. Lahko grem na 70, na 80, to so realistične spremembe, neki cilji, ki jih lahko dosežem. In recimo in v skupinah in individualno pol delamo ta trening večinoma skozi igro vlog in to je ok in zabavno učenje in je fajno, tako kot nekaj drugega treniramo. Za začetek lahko mi opazujemo, kateri načini vedenja v konfliktu ali pa izražanja nekega čustva so meni všeč pri drugih ljudeh. Si dam lahko neko tako malo terapevtsko nalogo, zdaj bom pa, naslednji teden opazovala, da kakšne načine ljudje to izražajo, tisti, ki jaz mislim, da imajo dobre načine, ki so meni všeč. In se to malo opazujem, kako je to njihovo vedenje, kakšna je to njihova telesna drža, kakšne besede rečejo, s kakim tonom glasu. In s tem sem se že, to je nekaj vrste učenje po modelu. In take stvari so super, to so res globinske spremembe, če jih začnemo delati. Kaj pa še ena od teh zadreg, zaradi katerih se izogibamo konfliktom, verjetno je to predvsem v nekih družinskih okoljih, zadrega pred tem, da se nam neke stare rane odprejo. Se pravi... Ja. Seveda. Kako pa s tem? Ker mi imamo razne razloge. Recimo, da imamo majhno punčko, ki je imela družinsko situacijo, da sta se starša, ko sta imela konflikt, da sta bila drug do drugega brutalna, da sta se pretepala. Torej, da sta imela nezdrav način handlanja konfliktov. In jasno, če otrok to gleda, on je prestrašen, on ima močna neprijetna čustva takrat. Ko je prisoten takemu konfliktu, takšen otrok lahko v tistem strahu reče, grozno, jaz se nikoli ne bom jezil,
grozno, konflikt je nekaj slabega, v konfliktu ljudje lahko umrejo. In zdaj v skladu s tem svojim zaključkom bo on živel. In, kaj se je njemu zgodilo? Kajti naši možgani delujejo tako, da neko trenutno močno emocijo asociirajo z nekim zunanjim dražljajem. Temu v vedenjski psihologiji rečemo klasično kondicioniranje, to je način učenja. Mnogi mogoče, ne vem, se spomnijo iz srednje šole, da če takrat, ko se kuža slini, mi pozvonimo za zvoncem, bo naslednjič, sam če pozvonimo za zvoncem, to je zunanji dražljaj, kuža se začel slinati. In kaj se je zdaj zgodilo? Ta punčka ima močen strah, zunanji dražljaj pa je na primer kričanje ali pa povzdignjen glas. Zdaj sta se v njenih možganih se naredila asociacija strah pa neko kričanje ali pa nek kontekst konflikta. In jasno, zdaj bo ona težko šla v konflikt, ne samo zaradi tega zaključka ne smemo se jeziti ali pa konflikti so destruktivni, ampak enostavno zato, ker v konfliktu se bo v njej sprožila ta ista emocija, ta strah, ki je obstajal tudi takrat, ko je bila mehina, pa so se, se pravi, zunanji dražljaj je kontekst konflikta in se zgodi ta strah, čisto avtomatično. In tukaj ravnamo isto. Suportiramo jo, gremo postopno v konflikte skupaj z strahom. Rečemo, vsakega je strah konflikta, ti pa imaš še to izkušnjo, ker si imela slabo izkušnjo, torej imaš še to bolj upravičen strah. Normalno. Princip bo isti, ne moremo narediti tega, da ona najprej razreši strah, kvečemo lahko podoživi tisto isto izkušnjo, se spomni, jo podoživi. To ne je vplivalo na to, da bi bilo zdaj njo manj strah v konfliktih, ker obstaja zapis v možganih. Konflikt, strah. In to, da mi to naredimo, da razrahljamo to zvezo, to asociacijo, to mi rabimo postopno izpostavljanje konfliktom, skupaj z strahom grem v konflikt, to ponavljam in bom dobivala nove izkušnje in pol mi bo konflikt postal nekaj neprijetnega, ampak znanega, saj konflikti so vedno neprijetni. To je isto, kot če bi me ugriznil kuža, kaj rabim delati, zdaj me strah kužkov, valjda, normalno. Družiti sem rabila začeti postopno, ne to, da najprej meni izgine strah pred kužki. Ne, strah pred kužki bo začel zginjati, ko bom ja šla z njim v kontakte in tle isto, ko bom začela hoditi. Sam da, zato pa ravno, pridejo prvo pol te strategije sprejemanja emocij, to je to in to počutje v telesu, nič hudega, skupaj s tem počutjem, s tem telesnim dogajanjem, grem v konflikt, kot grem z njim, ne vem, na izpit ali pa na nastop in bomo kar lepo ponavljali. In to je to. Nič več ne rabimo komplicirati. Če greva zdaj na pozitivne strategije. Ja. A so kakšne taka orodja, ki bi jih lahko zdaj podelila, kakšne so recimo te najbolj elementarne pozitivne v smislu, da so v naše dobro in v dobro verjetno ljudi, ki so ob nas, zato so pozitivne. Skratka, te dobrodejne strategije izrokovanja s čustvi, izražanja čustev, katere so tiste temelji, najpomembnejši temelji, no? Recimo predvsem pri neprijetnih čustvih mi recimo priporočamo, svetujemo pač nekaj smernic recimo, ali pa to, da naredimo nekaj korakov, ko doživimo neprijetno čustvo. Prvi korak je, da imenujem čustvo. To je strah, to je jeza, to je žalost, ali pa tukaj je žalost. Ja? In da se vprašam, a so tle kakšne misli v zvezi s tem čustvom, ker ponavadi se takoj pojavljajo, ne bi se smela tako počutiti, ne bi smela to doživljati, jaz nisem samozavestna, kaj če bo ta strah narastel tako, da bo preplavil itd. Tukaj so te misli. Temu, mi rečemo zgodba o čustvih. Rečemo, tukaj je žalost, čutim jo, ne vem, na primer v grlu, imam take občutke v telesu, to je in ker se tako počutim, je dobro, da sem prijazna do sebe.
tako se počutim in zdaj se odločim, kaj bom jaz počela. Recimo, če je tesnoba, žalost, a bom počela naprej tisto, kar sem mislila početi, ne vem, mislila sem iti odgovarjati na maile, ali bi pa počela nekaj drugega, ker mi je neprijetno, je dobro, da sem jaz negujoča do sebe, ali si grem čajček narediti, da nekaj prijaznega sebi naredim, ko se slabo počutim. Na sprehod, recimo. Ja. In če to nekaj prijaznega sebi naredimo, to ne delamo s ciljem, da bi čustvo minilo, da bi izginilo. Torej bom šla na sprehod, to mi bo pomagalo, da bo čustvo izginilo. Ne, mi povabimo čustvo, tega se pač treba učiti, to mi spontano ne znamo, niso nas tega tako učili. Torej v redu, ja, grem na sprehod, ker je to dobro za moje telo, ampak ne vem, kako dolgo bo to čustvo tukaj z mano. Ne? Ampak med tem, ko je to čustvo tukaj z mano, se sprehajam. Zdaj pa, pri nekaterih čustvih vemo, nam je jasno, da nas tako usmerjajo, da vemo, jezna sem na tega človeka, ali pa pol rabim razmisliti, kaj bom jaz zdaj naprej v tem odnosu počela v zvezi s tem. Ne? Kaj bom zdaj naredila, če si moj otrok, ko se vedno razjezim, ker si on noče umivati zob? Ja, ali pa ker me ne uboga. Jaz rabim začeti nek problem solving delati. Lahko da na nek načrt ukrepov si moram narediti, če se mi začne neko čustvo ponavljati. Ne? Ker to smo imeli prej tisti primer, ne? Če mi šef daje preveč dela in sem jaz vsako jutro tesnobna, jaz si dovolim občutiti tesnobo, hkrati pa rabim si narediti načrt, kako mi jaz to situacijo reševala. In to je tista osnovna smernica, kako ravnati z neprijetnimi čustvi. Problem je edino to, da nekateri problemi niso rešljivi. Je tako? Čustvo me usmerja k akciji, mogoče pa ta akcija ni smiselna. In takrat, recimo, ko mi vidimo, da neka situacija ni rešljiva, da ni možnost spremembe, recimo nekdo mi je umrl, jaz tega ne morem spremeniti, ali pa partner me je nepreklicno zapustil, to ne morem tega spremeniti. Takrat nam ne preostane drugega, kot da začnemo to novo življenjsko dejstvo sprejemati. Ne morem tega, sprejemanje je proces, znotraj njega je ponavadi veliko žalosti in potrebujemo čas. Lahko da bomo začeli neke stvari, ki jih ne moremo spremeniti, ne vem, lahko da moj otrok dobi neko diagnozo, ne morem tega spremeniti. In moram sam vedeti, da v takih primerih pričakujemo čustvene turbulence in smo zelo, zelo prijazni do sebe, vzamemo vsako čustvo, ki ga doživimo kot normalno, kot sprejemanje neke nove nastale situacije, ki je mi ne moremo spremeniti. Zato so lahko za nekatera sprejemanja potrebni meseci, lahko pri nekaterih celo par let rabim, da sem sprejela nekaj v svojem življenju, jaz sem se zdaj adaptirala zunanji situaciji, drugače pa hočem, v nekaterih primerih pa hočem vplivati na zunanjo situacijo. Torej pri vsakem čustvu rabim vedeti, kako lahko ukrepam na novo situacijo. A imam vpliv ali nimam, a jo lahko spreminjam? Če jo lahko spreminjam, to, da si otrok noče umivati zob, ali pa da, ne vem, kva je sodelavka nesramna do mene, tukaj jaz lahko naredim neke ukrepe, neka svoje odzive, neka svoje vedenja, imam možnost vplivanja na situacijo. So pa situacije, ko nima možnosti vplivanja. Sprejmem doživljanje čustva in začnem spreminjati novo situacijo, če jo je možno spreminjati. In to je osnovna smernica. Še ena ključna osnovna smernica je ta, to je vprašanje namreč, da zelo močno določajo naše čustvene odzive tisti globoki notranji samogovori, ki so zopet neka dediščina preteklosti. Pa jih mnogo njih sploh ne zaznavamo, ne zavedamo se, predvsem te, ki nas potisnejo potem v težka čustva. Recimo, se nam zmogel, nisem sposoben, tega nam bo mogel nikoli doseči, se me be namarali in tako. Te neki notranji globoki glasovi, ki so
repetitivno nekje v ozadju brbotajo, ne, in pač sprožijo potem čustva lahko ali pa nemoči, ne, tudi žalosti, ne, zato ker pač nam to preprečuje, da bi polno zaživeli, recimo, ne. Kako se tega dela lotiti? Kakšne strategije pač bi ti svetovala? Ja, tega se tudi moramo učiti, ne. Spet imamo nek trening. Ne. Ampak najprej moramo sploh vedeti, kaj tam ropota, ne. Ja, se pravi, mi razmišljamo skozi notranje dialoge. Mišljenje pogosto poteka na ta način, da se mi pogovarjamo sami s sabo. To je normalno, ne. In zdaj v teh notranjih dialogih dostikrat kaj sami sebi govorimo. Ti si nemogoča, ti si nesposobna, ne bo ti uspelo. Pogosto, ne vedno, pogosto ima to vire v naši preteklosti, ko so drugi to nam govorili, nam to sporočali in poznamo psihološke mehanizme ponotranjanja, ko tisto, kar je zunanje, postane notranje in ponavadi takšen odnos, ki so ga imeli naši bližnji, pomembni drugi v preteklosti do nas, takšen odnos bomo mi ponotranjili in to bo naš odnos do sebe zdaj. Recimo mati, oče, ne, to, kar so nam govorili. To so naši, temu rečemo, introjekti. To imamo vsi in zdaj seveda smola je, če imamo veliko takih misli, ne? Če so nas veliko prezirali, ko smo mi bili majhni, ti si nemogoča, nesposobna, bla, 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 zdaj bom jaz to sama sebi govorila. In seveda tukaj v zvezi s tem obstaja veliko načinov dela. In zdaj spet bom jaz rekla, spet mi ne rabimo ene pretirane psihoanalize. Ker mi vemo, skod to izhaja in tudi ljudje sami dostikrat vejo. Nam ni največje težišče na vprašanju, zakaj se mi to dogaja, ampak je veliko težišče na tem, kako bi jaz to spremenila oziroma kako bi s tem ravnala. Ne? Načini so možni, načinov je kar nekaj, ampak zelo eleganten način je, da spet se učim in treniram prepoznavanje teh misli, ki se pojavljajo, ja? Ali ne bo ti uspelo, ali ti si nesposobna, in vzpostavljati distanco. Spet se učim, da ne kupim te misli. Da ni trnka, ne zagrabim. Ja, to kar en trnk. Ne? In to so zdaj spet strategije in tehnike, ki jih delamo lahko na skupinah ali pa v individualnem svetovanju in tako. Ne? Torej isti princip, ki sva ga že prej omenili. A lahko greva za zaključek samo čez par teh najtežjih čustev, s katerimi imamo največ težav? Prav. Nemoč, ne, popolnoma ujetost, paraliza, ki lahko privede v depresije, tesnobe, nemoč, ko se ljudje zrušijo v nemoč, v to apatično statiko, ne. Kaj takrat? Lej, ne, če mi bi lahko rečeva sam kot, da pojasniva občutek nemoči. To, da imamo občutek nemoči, je lahko posledica dveh stvari. Lahko, da je moja ocena situacije taka, da se ne da nič narediti. Ne? Lahko, da ne vem kva, imava slabe odnose z možem in jaz rečem, itak se ne da nič narediti v zvezi s tem, nimam nobene možnosti ukrepanja, nimam možnosti vplivanja in pol občutim nemoč. Lahko so pa kakšne situacije v življenju, ko res ne morem nič narediti. Kakšne take kot prej, ne, ki so res, ki jih ne moramo spremeniti, ko sva jih prej omenili, ne, razne bolezni, smrti, nesreče in tako naprej. Torej, nemoč, vsako čustvo je lahko popolnoma realističen in ustrezen odziv na neko zunanjo okoliščino. A ne? Zdaj, če ima nekdo pogosto občutke nemoči, še to ne pomeni nujno, da ga bo to peljalo v neko depresijo, apatijo in tako naprej, a ne? Ampak lahko da ima pač tako življenjsko zgodovino, da je on že od nekdaj nekako malo manj aktiven in da je imel take izkušnje, da je zaključil, da itak ne more na nič vplivati in da se itak, če on kaj poskuša, se vedno nekaj negativno obrne. Ne? In pol je načeloma to njegov življenjski način. Ne? Recimo, lahko so te občutki nemoči, lahko pri kakšnih
odvisnostnih osebnostnih strukturah, a ne, oni imajo, jaz sem nemočen, majhen, drugi se morajo za mene odločati, ker jaz ne znam dovolj dobro. Pač takšen človek je imel take okoliščine v življenju, da a ne, je nekako ta prepričanja so postala del njega. A ne. Torej, ja, to lahko spreminjamo, se pravi, res rabimo neko počasno, sistematično, če bi hotel ta človek to pri sebi spreminjati, a ne, če ima dovolj dober motiv, seveda lahko to spreminjamo in spet bodo šle te spremembe skozi neke eksperimente, vaje, nove izkušnje, ne. Ne samo odnosne, recimo z terapevtom, tudi kot vaje in nove izkušnje z drugimi ljudmi. Ajde, probajmo to, naredimo to. Mi je težko in naredimo. Je me strah? Ja, kaj če bo napaka? Lahko da bo, naredimo. Ja, to bo ta smer spremembe. To verjetno velja tudi za naslednje to neprijetno čustvo, to je strah, ne? Ja. To, kar si zdaj omenila, ampak strah je tudi zelo koristen kazalec nevarnosti. Ja, pač kaj moramo postoriti za to, da neko svojo celico zaščitimo, da smo v njej varni. Ne? Ja, strah je čisto preživetveno, ne, čustvo. Torej, če vzdaljavi zagledam leva, je nujno, da se prestrašim in nujno je, da se moje telo nabije z energijo, zato da bi lahko pobegnila. Ne? Se pravi, ta čisto konkreten strah nam je jasno. Če zagledam tam, ne vem, da se drevo podira, nujno se rabim prestrašiti, da odskočim in tako naprej. Torej, včasih seveda rabim narediti, ko je realna nevarnost, jaz rabim strah in ubogat strah. Se dostikrat mi bo refleks pomagal, a ne? Sploh ne rabim razmišljati. Ok, zdaj imamo pa različne vrste strahu, ne? Mi nimamo samo realnih nevarnosti, ampak naši možgani zaznajo kot nevarnost tudi neke situacije, kjer so možne zavrnitve. Kaj ti preživetveno nekoč je tudi zame bilo pomembno, da sem jaz del skupine. Tako da mi imamo te strahove pred zavrnjenosti v sebi. Ne? To ni tisto, da mi nekdo neposredno po življenju streže, ampak za moj obstoj je lahko zelo neugodno, če sem zavrnjena ali izločena iz skupine. Ja, izločitev nekdaj je pomenila smrt, ne? Izločitev iz tropa v pradavnini je pomenila smrt. Točno to. Zato se mi nič ne čudimo, če mi imamo ali tremo, recimo v skupinah, a ne? Ker se ti delček nas javijo, kaj pa češ naredila nekaj narobe, pa boš zavrnjena. Normalno, da imamo take strahove. In torej tam, kjer ni neposredne nevarnosti, ne, tiste življenjske, bomo mi ubrali isti način, kot sva ga prej omenjali. Ja, grem na izpit, grem na nastop, grem v to družbo, čeprav se malo bojim, kaj če mi rekla nekaj narobe, pa se mi bodo pol smejali. Grem. Če sem tega delala dovolj v razvojnih obdobjih, pol so se te strahovi zmanjšali. Ne? Če sem se na ta način, ne, tudi otrok, ne, v šoli, pa sem kar šla tja, pa sem probala nastopati, pa sem kar govorila pred razredom, čeprav mi je prvič pa drugič tukaj, ne, malo srce utripalo, sem ga čutila. Lahko da sem take izkušnje že dala skozi razna razvojna obdobja in se pol posledično strah zmanjšal. Lahko pa da nisem, pol pa to rabim zdaj začeti delati. Ne? Ampak vedno, ne glede na to, lahko da imamo mi že veliko življenjskih izkušenj, bomo pa vedno na kakšne situacije naleteli, ko nas bo vseeno strah. Nič hudega. Ne? Če racionalno ocenimo, ok, to ni lev, lahko sebe spodbudim, grem vseeno to narediti ali pa grem vseeno v to situacijo. Zakaj? Ker lahko da je zame pomembna, lahko da je povezana z neko mojo vrednoto, recimo. Ne? Torej, ideja je skupaj z tem strahom ali skupaj z zaskrbljenostjo ali skupaj z tesnobo, ne vem, grem voziti avto, čeprav se bojim, da bom v avtu imela mogoče, ne vem, paničen napad ali pa neko drugo neprijetno čustvo, ker to se mi je enkrat v avtu že zgodilo, ampak jaz rabim voziti, to je pomembno za mojo samostojnost, torej bom šla skupaj s tem neprijetnim, nelagodnim občutkom, bom vseeno pelala, ne vem, zdajle do Šiške in bom to ponavljala. Naslednjo neprijetno je recimo jeza. Ne? Jaz sem jo enkrat
uzrla tako v bistvu v njenem smislu. Ne, ker je tako jeza, je tako zelo neprijetna. Ne? Ljudje, ko se jezijo, pa tako neprijetno je to. Sploh če je intenzivna. Intenzivna. Ti pa si me pa enkrat uzrla kot nekaj dobrodejnega v tem smislu. Kaj pa tisti, ki so recimo bolj nežni, pasivni, plašni ljudje, ne? Ko se razjezijo, je to neka sila, ki nas premakne, ko se razjezimo. Čutimo energijo. Energijo in potem nekaj storimo. Skratka, jeza ima tudi ta mobilizacijski puš, ne? In to je dobro, ne? Če jo tako izkoristimo. To je to, kar sva prej govorile. Vsako čustvo je motivacijski dejavnik, je poriv k neki akciji, čisto vsako čustvo. Valjda jeza mi pomaga, mi da energijo, da nekoga ustavim, da nekaj naredim, da uveljavim neko svojo zahtevo in tako naprej. Torej, da mi energijo, da mi motiv. Ali mi bo uspelo doseči nekaj z jezo, nekoga ustaviti, to ne vem. Ampak, če ne bi imela jeze, pol ne bi začutila te energije, pol ne bi šla v nobeno akcijo. Torej, vsako čustvo ima svojo funkcijo. Važno je samo, na kakšen način ga izrazimo. Mi bi ga radi izrazili na socializiran način. In pri jezi nič posebnega. In tisti, ki niso vajeni jeze, se lahko malo prestrašijo, kadar je jeza malo bolj intenzivna. In to ni nič hudega. To samo pomeni, da malo več energije čutimo v telesu. To pomeni, da rabimo večkrat doživeti jezo, da se ne bomo več bali. To. Žalost sva že omenili v smislu izgub in žalovanja ob izgubah. Zanima me pa še ta drug vidik, kjer se tudi pojavlja žalost, namreč ko nečesa nismo naredili, pa bi si želeli, da bi naredili, ne, kot obžalovanje, ali pa žalost nad tem, da nečesa v življenju nismo zgradili, pa bi si želeli, da bi to zgradili. Skratka, žalost je tudi ob tistem, kar nimamo, pa bi si želeli, da bi imeli. Ne? Kako s tem delom ravnati? Ne? Kot neko obžalovanje, ali kot neko pogrešanje, ali pa nekaj takega. Pač ta neka. Tukaj, če mi ne moramo spreminjati, pol sprejmemo. Recimo, da sem jaz stara 80 let in zdaj razmišljam o svojem preteklem življenju in zdaj pri 80-ih imam že čisto drugačne vrednote, kot sem jih imela pri 20-ih. In jasno rečem, pa zakaj pa jaz nisem večkrat bosa po travi hodila? Ali pa zakaj se jaz nisem večkrat s plesom ukvarjala? Zakaj sem jaz sam nekaj delala, pa vzgajala otroke, pa bila pridna in tako naprej? Zdaj tako razmišljam in pol se mi lahko pojavijo neka taka čustva. In glede na to, da jaz zdaj ne morem tega spremeniti, jaz to čustvo sprejmem. Ker sem o tem razmišljala, zdaj čutim obžalovanje in to je takšen občutek v telesu, tukaj ni nobene akcije in to je pač neprijetnost, ki bo sama slej ko prej zvenela. Ko bom šla kuhat kosilo ali ko se bom, svojo cimro pogovarjale, bova imeli neko drugo temo, takrat se pa spomnila kakšnih drugih dogodkov, takrat bom pa mogoče začutila veselje, ko va obujale spominje, kako so medve po Grčiji štopale. Sprejmem tisto čustvo, ga pustim, da je tukaj z mano, v tistih situacijah, ko nimam kaj ukrepati. Še zavist, to sva tudi omenjali, ker je pač zelo prisotna, tudi v naši družbi. Ampak zavist je lahko tudi pomemben kazalec nam, kaj je dobro, da postorimo ali pa v katere smeri je dobro, da vložimo energijo, ker so tam neke želje in cilji, ki bi jih želeli. Se pravi, je tudi nekje tak lahko mobilizacijski, če jo vzamemo sproščeno, če jo pa To so že prej omenile. Zavist mi kaže na neko mojo željo, ki ni uresničena. Tudi jaz bi imela, takšen status, kot ima ta moj sodelavec ali pa tako plačo. V redu, nič narobe s to željo. On to ima, ta neprijetnost mi kaže, tudi jaz bi rada to imela, tudi to je moja želja in zdaj lahko začnem k temu delati korake. Nič narobe za zavistjo, ker smo prej rekli, važna so naša vedenja.
Torej, moje vedenje je problem. Če bom jaz šla zdaj temu sodelavcu gume rezati, ker nočem, da on ima tisto, kar si tudi jaz želim, to je problematično. To je vedenje naše. Ne? Lahko pa grem v neke druge ukrepe, da se tudi jaz začnem dogovarjati ali za višjo plačo ali nekaj. Lahko da bom to dosegla, lahko pa ne. Ne? Sandra, hvala za to vse, kar si podelila, res izjemna izkušnja, ogromno znanja. Prosila bi te za konec samo, če lahko poveš par smernic, kaj je tvoj nasvet za vse nas, da bolje ravnamo sami sabo, da bolje skrbimo, da smo bolj uglašeni sami sabo. Nekaj teh zaključnih smernic. Meni se zdi dosti pomembno, da mi nekako ozavestimo v odrasli dobi, v odraslosti, kaj so naše življenjske vrednote. Naprimer, ali je moja vrednota to, da trdo delam kar naprej. Ali je bila to mogoče vrednota nekoga drugega nekoč, pa sem jaz samo prevzela. Ne? Ali katere stvari so meni v življenju pomembne. Ne? Mi je pomemben status, uspeh, denar, ali mi je pomembno, ne vem, zabava, prijateljstvo, napredovanje v poklicu, ali mi je pomembno gibanje, narava, raziskovanje, da si majčkeno zavestimo nek svoj sistem vrednot in naredimo neko majhno, ne vem, hierarhijo teh vrednot. Kajti dostikrat se nam zgodi, da mi kar leta in leta sledimo avtomatično vrednotam in pričakovanjem nekih drugih ljudi. Ne tistega, kar sem jaz rekla, meni je pa to pomembno in jaz bi skozi življenje rada to in to uresničevala. To nekako si ponavadi ne vzamemo nekega razmisleka ali časa, da bi si ozavestili te vrednote, ker jasno, mi vemo, da nam je zdaj pomembneje nekaj drugega, kot nam je bilo. Mogoče mi je bil pri 20 letih denar ful pomemben, pa mi zdaj več ni, ali pa kaj drugega. Ampak, da si osvetlimo par vrednot, zato ker, če se pol usmerimo na to uresničevanje tistih vrednot, ki smo si jih mi izbrali, na ta način postane pol naše življenje nekako bolj polno pa smiselno. In to se mi zdi, da mi recimo v naši družbi, a ne v teh zahodnih civilizacijah zelo zanemarjamo, ne. Sledimo kar nekim vrednotam, ki nam jih je družba ali pa starši postavila, ne. Tako da to je neka moja ideja, kaj bi bilo fajn osvetliti ali pa kot smernica, kam bi se fokusirali, ne. Čudovito. Ja. In tudi verjetno dopustiti, da se te vrednote tekom Razlikujejo. življenja spreminjajo. Tako. Da To ni nekaj, zabetonirano. Ja. Dopustiti si to fleksibilnost, to Tako, sproščenost, to tako. odprtost, ne. Tako. Tudi po spremembi. Ja. Tako da hvala, Okej. Sandra, hvala Dobro. za vse.